Who can it be now? Ja, sam Žan Serčič. Živjo, Kaj pa to, dobro Žan, jutro, dobro Šuši. jutro, kak si? Živ vsem poslušalcem tudi, kako sem glasbeno-umetniško zaspan za to uro. Tak sem. Ja, veš kaj je, prime time je, ne? Mi smo jutranji Vem. program, sej veš, to boš Vem, mogel. hvala za povabilo. To v boš prime time. mogel natrenirati. Ej, pa stari moj po 15 Če pa po 15 letih nisem tega natreniral, no, vse si videla, kdaj sem vstopil, 10 sekund do etra sem vstopil, ne. In pol si se hotel še lupčkati, ko pa se objemati, pa vse, a veš, Vse ne sem te gre. objel, gled, tudi Ne pač gre. pozdravil sem te, meni je to bolj pomembno, veš, kot pa eter. Tako da, Sej veš, smo v etru, pa naši Sva. poslušalci so te v bistvu nestrpno pričakovali, ker so jaz tudi mi njih. danes poslali kar na par vprašanj, ki bi Res? jih želeli slišati, oziroma odgovore slišati od tebe. Z veseljem odgovorim. A greva kar na vprašanja? A te kar tik-tak, takoj? Kar takoj. Lej, Ajde, ti ne šparaš. najprej je tak. Če bi se mogel Žan Serčič predstaviti nekomu, ampak brez glasbe, brez uspehov, brez v bistvu nagrad, kdo v resnici si? Dobro vprašanje. Ha? Zelo dobro vprašanje. Sem človek, ki je prehodil eno pot, da je danes tukaj, ki se je Gledam, kakšne čevlje imaš bute. za tako pot, ne? Vidiš, spredaj imam eno kovinsko špico, imam spredaj na čevlju, če si videla. Ne? Ja, In to pomeni to, da sem, da ni bila lahka pot. ni bila. Da Ampak sem. Ampak, gled, danes sem tukaj, prišel sem. In nisem, bom rekel tudi, ker sem tako rekel, ni bila lahka pot, ne, kot da se malo smilim sam vse, pa se ne, ker nisem žrtev moje poti, ampak sem, bom rekel, da sem vesel in hvaležen za mojo pot in za mojih 15 let glasbene poti in 30 let na tem kariere. planetu. Ja, v bistvu lastne kariere. Ja, So starši ponosni na te? pravijo, da so. Ja, jaz verjamem, da so. No. Zdaj, tako si rekel, kariera 15 let. Ja. 15 let. Kateri del je bil v bistvu mal drugačen od tega, kar si mogoče pri 15 dejansko predstavljal, kako bo tvoja kariera šla? Nisem si predstavljal, kako Sploh? to sploh izgleda, kako bi našla, kako bi to potekalo. V bistvu je zelo zanimivo, ker imaš kot otrok pri 15 letih imaš ene arhetipske ideje o uspehu, kako boš naredil en album in pol boš v stadionih. Ne? In pol hkrati imaš eno idejo o tem, pa kako bo meni to uspelo, jaz sploh ne znam, zdaj, koliko se še vse moram naučiti, ko gledaš neke svoje vzornike, svoje idole, pa to bom rabil jaz 20 let, da bom sploh to znal. In pol nekako se prepustiš temu toku, vidiš, da se vse stvari sproti naučiš. In od teh malih koncertov pa do na začetku samega s kitaro sem danes prišel na srečo zaradi moje publike, ki hodi na koncerte, do teh koncertov, ki so zdaj. Ne? Ki so zdaj zelo obiskani in glede na to, da sem prej ravno napovedala, da imamo zunaj tak 2 stopinji Celzija v studiu in na koncertih te stopinje kar rastejo, ne? Za kakšnih 30 plus. Moji fani znajo kar dvigniti stopinje. Jaz pa tudi pomagam z mojim bendom, pa Ne z mojo dvomim. muziko. Ne dvomim. Veš, kaj sem te pa še vsaj hodila vprašati, glede na to, da je to eno izmed vprašanj. Vedno rad poudarjaš hvaležnost in sprejemanje nepopolnosti. A ti sploh imaš kako napako oziroma kaj te dela nepopolnega? Ja, to mi je tako zanimivo, mislim, zakaj si me vprašala to, a jaz sploh imam kakšno napako. Ja, mislim, ker je... Tako vsak človek jo imam. Aj, dej prosim povej, da se jo tudi mi zavedamo. A moje napake? Ja, Preveč jih je, da bi vse povedal. Ampak je, evo recimo ena izmed mojih napak in življenjskih lekcij je prevzemanje odgovornosti za nekaj, kaj ni moja odgovornost. To dejansko recimo. priden. Mhm. To, viš, in reakcija je vedno priden, bravo, super, Ja, da to mislim, delaš. lepo, ampak da ni to prav. počneš, ampak ne tega početi Ja, prevečkrat. Včasih pride prav, se veš, ampak ne pa prevečkrat. Žan, zdaj se bom še polupčkala, pa te moram dati nekaj za spit, ker vidim, da si cel... Ja, se imam tu Ne- pred sabo vodo. Ja, To bova so te ure zrihtala. jutranje. Se bo. A si prinesel kakšno snežinko?
Ne, a vidiš, da pa ste komaj splužili parkirišče, kaj naj snežinke nosim. No, ampak jaz sem vseeno dala eno tvojo snežinko oziroma dve snežinki v eter, vi pa seveda ostanite z nami na Radio Fantasy. V studiu Radio Fantasy Žan Serčič mi danes dela družbo. Žan, pozdravljen ponovno. Pozdravljena, da ti šuši. Ej, midva sva imela zelo eno tako težko debato, lahko rečeva, ne? To vedno To se zgodi vedno vmes tako. med etrom, ne. Ampak jaz bi eno drugo težko debato imela zdaj. Ja, Jaz lahko. sem čula, da imaš ti nekaj frišnega. Imam. Kaj imaš? Imaš kaj za mene? Za tebe še nimam, naslednjič, ko bom prišel, bom pa imel. Prosim, lepo. Sigurno. In sicer nov album, izide 26. januarja, pride na vse platforme, Na ulicah srca je naslov novega albuma. Je moj do zdaj najbolj globoko oseben album in sigurno je bilo najprej moje raziskovanje mojih ulic srca potrebno, da sem napisal te pesmi in se zelo veselim in upam, da bo tudi vsem ostalim všeč, ki bodo poslušali moj album. In pa 14. februarja bomo ga pa prvič v fizični obliki lahko videli in dobili in si mi pokazala srčka. Ja, no več ono, Valentinovo je to, ne? Znaš ti to? Na dan oziroma datum praznik ljubezni, ne, sem se odločil, da bom imel izid albuma in sicer v Odiseji ljubljanski in to je koncert, ki se ga izjemno veselim. Enostavno je to nek mejnik spet, ne, 4. studijski album. Ja, pa še drugi koncertni je bil v 2025, ne? Ja. V 2025 smo imeli kup enih mejnikov, ne, veš, 15 let kariere in imeli smo Cankarjev dom, imeli smo Križanke, imeli smo vse to in to v bistvu letos, v letošnjem letu je Odiseja edini tak oziroma največji koncert v celem letu. Potem pa pripravljamo eno presenečenje spet po Odiseji in lahko samo to povem, No, dej. da sploh za tiste, ki so že dalj časa z mano in me poslušajo in spremljajo in so mogoče v zadnjih 2 letih, 3 nekaj pogrešali, bodo zdaj lahko spet to dobili. Ok, to je zdaj tak v tančico skrivnosti zavito, kot vedno naš Žan, ampak... To imate rade ženske, priznaj. Lažje mi bo, ne? Priznaj si, da imate. Lej, jaz moram reči, da sem rada pakete, ki so tudi danes recimo bil en tak primer, ko je prišel poštar, pa je prinesel paket, pa sem bila tak, kaj sem pa naročila? Pozabila sem že, a veš, tako da... To je pa tudi si fajn priznati, ja. Večka presenečenja. Kompulzivno naročanje na Alibabi ali pa kje druge, na Temuju ali kje že. Ej, a si kdaj Sej ti vse tudi jasno. naročiš takle paket? Ne, veš kako je, veš kaj, jaz imam eno taktiko, sem si naredil. Grem na te platforme, ne, in not dam 38,000 stvari v košarico, ne, in pol si rečem, ok, ne, čakaj Žan, če bo čez 3 dni prišel še nazaj in boš vse te stvari videl smiselne, pol naroči. In pol čez 3 dni prijem nazaj in vidim, a to možno, a sem jaz to rabo? Ne rabim tega. Ok, da bi najbolj brutalno stvar, ki si jo dal kdaj v košarico, pa si bil res uno, WTF. Čakaj, moram se, ne vem, če sem spomnil zdaj šuši, ampak, a veš, to so ti neki... Gadgeti. Ja, neki pripomočki, ki misliš v tistem trenutku, to bom jaz rabo. Držalo za kuhinjsko rokavico. Pa se sploh ne rabim kuhinjske rokavice nikoli, kaj šle, da bi držalo za njo rabo. A ne kuhaš, boš rekel? Seveda kuham, sem brez rokavice. Znaš ono, z rokami po ponvi? Ne, s to kuhinjsko servieto primem pol stvari, veš. Itak si ne dam rokavice nikoli. Se pravi, Žana Serčiča ne bomo nikoli videli v kuhinjskih rokavicah. Kaj pa? Nisem rekel tega. Mogoče boste. Kaj bova midva imela za 2027 kak koledar mogoče? V kuhinjskih rokavicah? Gadgetih ste muja. To, evo. Malo že plane za koledare. Da se vrneva nazaj na tvojo kariero. Mogoče bi bilo bolj pametno. Ajde, deva. Ko pogledaš nazaj, kaj te najbolj recimo zdaj za naprej vznemirja? Ta velik koncert, ki prihaja, nov komad, ali dejansko občutek, da si trenutno na pravem mestu? Občutek, da sem trenutno na pravem mestu,
me ne vznemirja, temveč me pomirja. Okay. Tako da, in to čutim, da sem. Si na pravem mestu. Ja, to čutim, da sem. Si mož beseda tudi? Sem. Je rabo trenutek za premislek. Ne, že dolgo nisem slišal to mož beseda, ampak ja, sem. Mislim, to je težko reči to za sebe, jaz sem mož beseda. Ne? Ja, no, kar rečeš, to narediš. To naj povejo ljudje, ki me poznajo in tisti, ki me dobro poznajo, mislim, da bi rekli to. Okay. Kakšni podvigi se še obetajo izven glasbenih vod? Moji osebni podvigi? Seveda, cilje moraš imeti v življenju. Bom jih delil z vami na mojih socialnih omrežjih oziroma družbenih omrežjih, ko bom tako daleč. Brez veze, da ti zdaj govorim moje plane, kaj bom delal, kje bom kaj. Se bom zaročil, se bom poročil, bom dobil otroka, bom si zgradil hišo, bom kupil nov kolo. Veš? To vse te zanima. A kjer ga, ne? Eno, da bo vej, si še vedik pa fraja, veš? Ne, jaz sem mislil, da sem prišel komad predstaviti pa album, zdaj pa smo že pri hiši pa pri ostalih stvarih. Mislim, zdaj komad pa album vemo, da je. Ja. Ampak veš, koliko je še stvari tukaj zraven, veš kaj še vse prihaja? 14. februarja, pa pol kasneje, pa nov videospot bo spet, pa nov komad bo spet, pa nov single bo spet. Nov videospot, sam nekaj. Kako ti je uspel dobiti glavno igralko Nemirne krvi? Kako mi je uspel dobiti? Ja. Kaj si ji mogel obljubiti? Ali je sama prišla? Šuši, tudi jaz nisem čist navaden. Ne. Tudi to je treba priznati, ne, na nek način. 15 let kariere, pa tako, ampak ne. Zdaj bom pa iskren. Vesel sem, da je Lea prišla na snemanje. Vesel sem tudi zato, ker ustvarjamo en projekt, ki je nadaljevanje tega videospota. Okay. In Lea je res fantastična. Fantastična igralka. Že v tej mali interakciji se je to pokazalo, kako je dobra. In jaz sem njen fan, ne samo zaradi njene vloge v novi seriji, ampak predvsem zaradi njenega dramskega izražanja in nastopanja. In tudi glasbeno je talentirana zelo. Ja, v redu je, pa se veš, vse je bilo prav, ne? Vse bilo je prav, vedno je vse bilo prav in pol si pomirjen, ker si na pomirjen. pravem mestu. Na Radio Fantasy. Žan, hvala. Šuši. Pridi še kaj? Z veseljem naslednjič, ko pridem, ti prinesem CD. Prosim. Če ne priješ ti 14. v Odisejo. Če me bo moj prpelo, No, se veš, kak je to, ne? To sem čakal. Tako da zdaj malo vrževa trnek. To je bil zdaj challenge, če tvoj posluša. Šuši je že povedala, kaj si želi za Valentinovo. No. Fantje, vsi ostali, ki pa to poslušate, pa evo, pravkar vam je Šuši dala super idejo, kam pelati svojo punco. Jaz pa Žan mava v bistvu vse rešeno. Vi pa, če nimate, ste si pa sami krivi, ampak še imate čas, ker do 14. še bo preteklo. Ja, nekaj kart je še, ne vem, če je pametno 29 čakati. dni. Ne vem, če je pametno čakati do 14. ampak. Ja, zadnji trenutek ziher. Ampak Žan, hvala in res pridi kmalu spet nazaj. Hvala, Šuši. Enač.